Hvala lepa za tole priložnost. Jaz sem navajen nastopati, ker se ukvarjam z gledališčem tam tle v tem lepem kraju na Bledu, v Bohinju. Tako ni to težava, ampak za takimi izjemnimi predavanji, Lešovim predavanjem, Arnulf in vašim predavanjem, bo to zelo težko. Jaz nisem noben poseben strokovnjak, ukvarjam se s turizmom v Bohinju zadnjih 25 let, študiral sem zgodovino, ampak se mi zdi, da to, kar bom predstavil, in sicer bom predstavil na kratko zgodbo festivala Cvetja kot enega produkta v Bohinju, ker se mi zdi, da lepo podpira tudi ta One Health Approach, o katerem smo danes slišali, pri čemer mislim, da nismo nič vedeli pred 20 leti, ko se je ta ideja rodila. Sem ponosni prebivalec Narodnega parka. Živim torej na dveh koncih živim pravzaprav. Bom povedal malo svojih lastnih zgodb. Tukaj blizu Bohinjskega jezera sem pred kratkim, ker so mi tako starši zaupali, zgradil eno stanovanjsko hišo z apartmajem, kjer bom lahko zelo mirno živel ob svojem penzionu, ker če bo turizem tako cvetel, kot sedaj cveti, bom lahko to dnevno prodajal za 250 do 300 evrov, se pravi na dan. Ne? Po drugi strani pa s partnerko živim na Gorjušah, tudi v Triglavskem narodnem parku, ker imamo majhno kmetijo s kozami, 5 koz. In vsako leto potem skrbim za te koze in vsako leto potem za kozličke. In ko te kozličke spravimo v meso, po domače povedano, tega kozlička prodam po 5 mesecih za 70 evrov. Kaj se bom odločil? S čim se bom ukvarjal v tem izjemnem okolju Triglavskega narodnega parka ali v Bohinju, je za mene eno izmed ključnih vprašanj, ki smo si jih postavili in ki se jih postavljamo tudi skozi turistični razvoj v zadnjih letih. Bohinj je ena zelo, zelo lepa občina, to nam vsi priznavajo, skoraj toliko lepa kot Bled. Kar je po površini zelo velika, ko primerjamo z prebivalstvom, 5000 nas živi tukaj noter, zadnjih 300 let se ta številka ni veliko spremenila. To govori, seveda, daje izjemen podatek, kako smo mi pravzaprav navajeni tega prostora, Bohinjci, tisti, ki tukaj živimo. Malta je velika približno 316 kvadratnih kilometrov in ima 500 000 prebivalcev, če samo za primerjavo. In kot vidite, 2/3 Bohinji leži v Triglavskem narodnem parku. Hvala Bogu. Ampak Triglavski narodni park je stvar, ki je nastala v 20. stoletju. Bohinjci pa tukaj živijo, so živeli in še živimo že več kot 5000 let. Izjemno bogata zgodovina. 5600 let, kažejo arheološke raziskave, je menilo, odkar je človek prvič prišel v ta prostor. Je vstopil, kot boste kasneje videli, v to dnevno sobo, kot mi radi rečemo, ne zato, da bi se sončil na obali Bohinjskega jezera, ne zato, da bi smučal na Voglu, ampak zato, da bi preživel. In da je preživel, je ne izkoriščal, ampak koristil naravo. In tukaj se mi zdi zelo, zelo pomembna distinkcija med temi dvema besedami, izkoriščati in koristiti. Prišel je v veliki meri zaradi železove rude, kot kaže arheološke raziskave. In skozi 5000 let je bila železova ruda skorajda osnovna gospodarska panoga našemu območju. Do poznega 19. stoletja, ko so propadle, danes lahko rečemo hvala Bogu, železarne in se je industrija preselila v Zgornjesavsko dolino. Ampak kar je še bolj pomembno, pa je človek zaradi tega sožitja in iskanja ravnovesja z naravo, bom rekel, izumil to izjemno obliko soživljenja z naravo, živaljo in človekom, in to je planšarstvo, transhumanca. Tega, kar dejansko danes
ponavljamo oziroma spreminjamo prevečkrat v zelo preprost turistični produkt. Planšarstvo ni oblika življenja, ki je fajn, super se imamo, gremo malo na planine, malo bomo vsi redli. Planšarstvo je težko delo preživetja in je izjemen odnos z naravo. Vsaka bilka, vsaka roža, vsak pomežik živali je vplival na odločitve, ki so jih planšari in ljudje, kmetje, ki so ta prostor kreirali, seveda imeli. Turizem, to je en slajd. Turizem je v ta prostor vstopil, kot sem rekel, kot gost. Pred 150 leti nič prej. Hvala Bogu po eni strani, ker je danes postal pomembna gospodarska panoga, zaradi katere ljudje dobro živimo z vprašajem. Izjemen odnos imamo do turizma. Jaz mu rečem ambivalenten odnos. Če mu danes vpijemo hozana, zato da bi ga jutri križaj ga. Ne? In ta odnos se nam ne spreminja in ni v redu, to ni v redu. Ne? Turizem je pomembna gospodarska panoga, ampak se moramo zavedati, da v naš prostor vedno in znova vstopa kot gost in seveda, ki lahko prenaša dobrobit naravi, okolju, vsemu temu, kar smo danes slišali, lahko pa tudi nevarnost. Mi smo se v Bohinju odločili, da bomo razvijali, tako kot boste kasneje videli, community-based tourism, se pravi skupnostni turizem. Za to besedo community-based tourism sem prvič slišal in to bom še danes večkrat omenil pred več kot 20 leti od kolega Iana Mitchella, Škota, ki je v Bohinj hodil na dopust in nam je potem predlagal, da se začnemo ukvarjati z festivalom, kot je festival Alpskega cvetja, ki ga bom večkrat bolj podrobno razložil. Ampak to so dejansko naši cilji v prihodnosti, seveda, ki jih ne moremo uresničevati posamezno. Turizem je panoga soodvisnosti, ničesar ne moremo sami narediti. Vedno bil in vedno bo. Torej, skupnostni turizem, osrediščenost pri ljudeh in seveda naravi. Narava in ljudje, biosferno območje Julijske Alpe. Danes smo slišali, 780 nekaj jih je na svetu. Biosferno območje Julijske Alpe je eno izmed njih, lahko smo preponosni na to. In da iščemo ves čas ta balans, to ravnotežje med naravo, človekom in vsem, kar se okrog nas dogaja. Kot sem rekel, nisem ekspert. Trajnostni razvoj skače danes iz vsake konzerve. Trajnostni turizem je v McDonald's, trajnostni so največje naftne firme in tako naprej. Da bi si poenostavil sam sebi predvsem, da bi vedel, kaj je trajnostni turizem, regenerativni danes rečejo, pa ne vem, kaj še vse izumljamo, da bi bolj natančno razumel, sem prišel do tega koncepta dnevne sobe, se pravi nekaj, kar dejansko, dnevna soba je stvar, ki jo ustvarjam za sebe, moje okolje, v katerem živim, ki ga oblikujem 5-6 tisoč let z naravo in z skupnostjo tukaj zraven, torej ki me obdaja in v ta prostor, ki ga oblikujem po svojih lastnih željah, potem povabim goste in obiskovalce, ki se vedno znova držijo mojih lastnih pravil in ne pravil, ki jih oni želijo vzpostaviti v našem prostoru. In še nekaj govori ta koncept, ta preproste dnevne sobe, govori o soodvisnosti. Jaz sam ne znam narediti določenih stvari, sam nisem električar, sam nisem vodovodar, potrebujem pomoč, potrebujem skupnost, da mi pri tem sledi in mi pri tem pomaga. No in potem pridemo do tega našega iskanja ravnotežja med turizmom, naravovarstvom in seveda kmetijstvom, ki zelo močno določa naš prostor vedno znova in smo ga po mojem premalo, tudi po Sloveniji, sploh mogoče tudi v Avstriji je temu tako, ne, spravi, umanjka medsektorskega sodelovanja, nimamo tega. Ne. Ukvarjamo se ali samo s turizmom, ali samo z naravovarstvom, ali samo s kmetijstvom. Zadeve so med sabo pa močno, kot bomo videli zdaj na kratko, zelo močno med seboj povezane. Naše delo temelji na 3 stebrih, danes bom se večkrat bolj dotaknil tega mednarodnega festivala Alpskega cvetja, ki se mi zdi, da zelo lepo paše na rekovajih v današnjo zgodbo. Torej, gre za to, da smo na nek način izjemna pokrajina, ne, močna po biodiverziteti na našem okolju. Imamo izjemno, še kar močno, torej, ko sem omenil biodiverziteto našega območja, ne samo od rož, tudi živali in tako naprej. Skratka, to nam priznava, ali še o tem danes govoril, to nam priznava cel svet.
Imamo izjemno raznolika območja, lahko smo samo ponosni, od nižin do višin, sever, jug, vzhod, zahod. Nekako smo na stečišču nečesa, kar v ta prostor prinaša izjemno raznolikost. Pa bom večkrat pohitil naprej. In ta botanična biodiverziteta oziroma drugačnost je skozi stoletja v Bohinj vodila ljudi, raziskovalce, tisti, ki so raziskovali, ko se začne seveda v 17. stoletju, potem v 18. z razsvetljenstvom spreminjati odnos do narave, do človeka in tako naprej. Prihajajo ljudje tukaj, raziskovalci, ki ta prostor raziskujejo in s tem dejansko tudi počas, lahko rečemo, nekako ustvarjajo začetke tudi turizma v našem območju. No in to je bila potem tisti trenutek, ko pride Ian Mitchell iz Škotske in reče: Klemen, vi morate imeti festival alpskega cvetja. In mi pred 22 leti, brez zamere bom tako rekel, pademo na rit. In rečemo, to je nemogoče, zakaj? Kaj sploh to je festival cvetja? Pred 20 leti o tem ni nihče govoril. Pred 20 leti ni nihče govoril o trajnostnem razvoju v turizmu. O tem sem skoraj 100% prepričan. In potem pripravi to idejo, da je lahko nekaj, kar je travnik, lahko tudi seveda seno, se pravi, da iščemo ta odnos skozi nek festival, odnos do narave, da vplivamo na razvoj, da vplivamo na lokalno prebivalstvo, ki izgublja odnos do narave tudi zaradi modernega načina življenja, in dejansko poskušamo skozi takšno zgodbo tudi lokalno prebivalstvo nazaj približati to izjemno bogastvo tega okolja. In seveda, da prihajamo do produkta, ki ni samo sonce in ležanje na obali Bohinjskega jezera. Takrat je bilo tako, pridite v Bohinj k jezeru, lep sončen dan, se bomo kopali v Bohinjskem jezeru, imeli bomo velike zabave na Bohinjskem jezeru, potrebujemo velike koncerte in tako naprej. Pridemo do produkta, ki je dejansko ni odvisen od sezone, ta produkt je lahko celoletni. Festival cvetja je seveda osredotočen na maj in julij v našem primeru, ampak o cvetju, o biodiverziteti lahko govorimo tudi po zimi, tudi spomladi, tudi v jeseni, kadarkoli si to želimo. Iščemo drugačnega, zahtevnejšega gosta in maksimalno koristimo naravo, ampak in ne škodujemo. Kdo bo pljunil svojo lastno skledo, če dejansko ta zadeva prinaša na koncu dneva tudi gospodarske učinke. V rožo, ki zraste iz zemlje, ni potrebno vložiti enega centa. Je narava tista, ki jo da. Samo občudovati jo moramo tam in ji omogočiti, da bo vedno znova zrasla. Ampak če ne bo vode, če ne bo našega odnosa, če bomo tacali po naši pokrajini, potem bomo enostavno izgubili to osnovo, iz katere lahko potem tudi živimo. In nastal je ta festival cvetja, ki je vključil v prvi torej, moram priznati, pred 20 leti so bile izjemni zadržki do te ideje. Triglavski narodni park je bil zadržan. Hoteliri so bili zadržani. Ne, Klemen, mi potrebujemo koncerte, mi potrebujemo velike dogodke, levo in desno, gor in dol. Ne, lokalno prebivalstvo, do katerega smo šli po vseh vaseh skoraj da v Bohinju, je reklo, ja, to je dobra ideja. Tisti, ki so najbolj čutili s tem okoljem, tisti, ki so vedeli, kakšno bogatstvo se skriva v njih. Lokalno prebivalstvo je tisto, ki je naredilo prvih 16 botaničnih tur v Bohinju. Ne eksperti iz botanike, lokalci. Na to sem še danes ponosen. In potem smo skozi proces 20 let vključevali, prej je Darja lepo rekla, 20 let že osnovna šola sodeluje pri tem festivalu cvetja. Vsi od 1. do 9. razreda. Generacije, ki so bile pri prvem festivalu cvetja, so danes stare 25 let in se odnos, sem prepričan, spreminja. Je težko izmeriti ta naš spremenjajoč se odnos do biodiverzitete, do okolja, do razvoja našega okolja, ampak sem prepričan dejansko, da je tudi ta produkt tako močno vplival in zarezal razvoj v Bohinju, po mojem mnenju, pravo smer. Da ne bom predolg. Zadeva je potem rodila tudi ostale produkte, ki dejansko dopolnjujejo to našo zgodbo. Preko te kolektivne blagovne znamke Bohinjsko spodbujamo kvaliteto vsega, kar počnemo v našem okolju. Povezujemo kmete, vplivamo na to dejansko, da bi se mladi ljudje odločali ne za turizem, ampak za kmetijstvo.
Zato sem omenil to prvo svojo zgodbo, 300 evrov ali 70 evrov. Vendar, če znamo povezati ljudi med sabo, če znamo videti priložnosti tako v turizmu, kot v tistemu, ki kulturno krajino ustvarja in ustvarjajo človek, ne ustvarjajo turist, ustvarjajo človek. Turisti jo ne bo nikoli ustvarjal, umetna inteligenca je ne bo nikoli ustvarila. In jaz se strinjam, umetna inteligenca je zgolj in samo orodje. Če ga bomo tako uporabljali, nam bo nekaj pomagalo, če ga bomo spustili, da bo to cilj, potem smo najbrž lahko rekli, zaključili tudi s to zgodbo. In ta stvar je rodila potem naš odnos kot turistična organizacija, sodelovanje s kmeti v našem okolju. To je lep primer zelenjadarstva, kjer smo se povezali s 7 kmeti, ne, in te kmete povezali potem med seboj in na koncu dneva tudi za kulinariko, ki jo danes v okolju ponujamo. Skratka, skrb za okolje, skrb za kulturno krajino in potem skrb za našega gosta, ki vedno znova vstopa v našo dnevno sobo. Ta zadeva se je potem tudi rodila na drugih področjih, kot je mobilnost, in smo tudi že danes govorili, celo naslov smo dali naši mobilnosti za cvetoči boh in skratka povezali tiste cilje, osnovne cilje spodbujanja in iskanja biodiverzitete, spodbujanja biodiverzitete, drugačnih produktov, tudi z eno pomembno temo današnjega sveta, ki ne vpliva samo na turistične tokove, ampak vpliva tudi na nas, ki tam v tem okolju živimo. In te zadeve seveda smo potem lahko mirno prenesli tudi na področje Julijskih Alp z oblikovanjem raznih produktov, ki danes niso zgolj samo produkti turistični, ampak so predvsem orodja za usmerjanje obiska, za spremembo našega odnosa do narave, do okolja, do ljudi, do biodiverzitete. Ne? Jaz bi se želel, da nekoč zdravniki v Evropi predpišejo 8. etapo Julijane Trail za glavobol, ker je dobra za glavobol, ne? In 9. za želodčne težave in 11. za kolen. To je bil cilj tega produkta, ne samo uživanje v našem izjemnem okolju, ki ga turizem, kot sem rekel, zelo močno določa in determinira. Ja, mi nočemo biti turistična destinacija, ampak živi prostor. Tam, kjer mi živimo in kamor povabimo ljudi, ki ta prostor cenijo in ta prostor z nami tudi potem z svojimi idejami so oblikujemo. Ne bo pa, spoštovani, če ne bomo spremenili naših navad. Hvala lepa.